Pri zaprtju Koroške ceste gre za investicijo občine, katere cilj je oblikovanje in izvajanje ustreznih infrastrukturnih pogojev za trajnostno mobilnost. Občina je že v letu 2015 sprejela celostno prometno strategijo, kar je bil predpogoj za prijavo na javni razpis sofinanciranja ukrepov trajnostne mobilnosti v mestu, ki je bil odprt v lanskem oktobru. Gre pa za obnovo oziroma obravnavo območja med krožiščem pri Tržnici, torej križiščem med Koroško cesto in Štrosmajerjevo ulico in krožiščem pri Starem mostu. Seveda obsega celotno potezo Koroške ceste in glavnega trga. Ta del je predviden kot skupni prometni prostor, kjer se bodo srečevali pešci, kolesarji in pa javni mestni potniški promet. Na Koroški cesti je torej predvidena popolna zapora za tranzitni promet, kar bo predvsem velik zalogaj za občane, ki so cesto uporabljali kot glavno povezavo med vzhodnim in zahodnim delom mestnega središča. Občina bo tako morala z različnimi alternativami občane prepričati v druge oblike prevoza skozi mestno središče. Alternativa je vsekakor peš promet, zato ker te razdalje v Mariboru so takšne, da se da priti iz Tabora v mesto peš, pa si še mogoče vedno hitreje, kot pa, ko bo v času gradnje, ko bo treba iti po obvoznih cestah. Pol alternative so seveda mestni potniški promet. Tukaj sedaj že z ministrstvom se tudi dogovarjamo, ker imamo vseeno v mestu probleme, da tale primestni promet v mesto izvaja tudi javni mestni potniški promet, ker avtobus, ki pripelje iz Celja, potem kroži po celem Mariboru. Občani se bodo na novi prometni režim pričeli navajati že prej, ko bodo naenkrat soočeni z dvema večjima gradbiščema, ki bosta korenito spremenila motorni promet v mestu. Sočasno se bo namreč gradil podvoz na Ljubljanski ulici in prenova Koroške ceste. Sicer pa je župan prepričan, da gre za živo tematiko, ki bo vzporedno z gradnjo park and rida in novih kolesarskih poti tudi občane prepričala v smotrnost uporabe alternativnih prevoznih sredstev, ki niso vezana na osebna vozila.